Z nami so zdaj Andrej Kosi, poslanec SDS-a, iz Levice prihaja Luka Mesec in Janez Žakelj, poslanec Nove Slovenije. Dobro večer vsem trem. Najprej me zanima, gospod Kosi, zakaj vi menite, da bi morala Slovenija že naslednje leto začela izpolnjevati zaveze NATO, da bo za obrambo namenila 2% BDP-ja, kar bi bilo za okoli več kot 400 milijonov več kot sedaj? Ja, gledajte, dobesedno pred pragom imamo vojno, že 3 leta se Ukrajina bije boj z Rusijo in dejansko vsa situacija, ki trenutno narekuje zunanja politika, nam kaže na to, da bomo morali v Evropski uniji stopiti skupaj in začeti braniti, torej financirati v obrambo, v lastne zmogljivosti. In zato se ta zadeva tako spreminja, da več ne moramo čakati leto 2030, ampak moramo ukrepati sedaj, torej zdaj, tik pred pragom, in zato v Slovenski demokratski stranki menimo, da bi lahko že naslednje leto dali 2% BDP-ja, kar bi pa lahko dosegli s porazdelitvijo sredstev, predvsem, da odzamemo denar tam, kjer pa trenutno ni potreben, torej financiranje nevladne organizacije in drugih ideologij, ki trenutno tako ali tako že na evropskih tleh napačno financiramo. Se strinjate s tem? Vi boste to podprli? Ne, nikakor. Stvari treba postaviti malo v perspektivo. Ko sem sam prišel v parlament leta 2014, je bil obrambni proračun Slovenije dobrih 350 milijonov evrov. Danes je 1,1 milijarde. Se pravi, smo ga potrojili v enem desetletju. Zdaj, če se pogovarjamo o 3%, je to, kot ste povedali, dodatno milijardo. Predlog SDS-a je prihodnje leto 2%. Bi to podprli? To pomeni dodatnih 400 milijonov, ki jih je treba nekje vzeti. Ne, tega ne bi podprli in miru v Evropi ne bo prinesla dodatna milijarda. Če si smem malo Ursula von der Leyen sposoditi, rekla je, moč se začne pri nas samih. Ja, Evropa ima problem, da ni enotna. Evropa mora najprej v četrtek pokazati, da je enotna in hkrati pozvati Putina k pogajanjem o miru v Ukrajini. Mir, pogajanja o miru, to je varnostno zagotovilo, ne pa dodatna milijarda za orožje. Glede, obdobje, ki je bilo pred tem, kar je govoril kolega Luka, je dejansko drugače, kajti Amerika spremenila svojo politiko in dejansko predsednik Trump je jasno povedal, da se mora Evropa braniti sama. In vojna pred vrati in mi moramo najprej zavarovati lastno imetje. Mi že sami si zavarujemo svojo nepremičnino, torej naredimo ograjo, zavarujemo, namestimo lastne alarmne naprave in tako dalje, torej zavarujemo svoje imetje in Evropa mora zavarovati tudi svoja ozemlje, tako da zdaj Evropa bi naj namenila 100 milijard evrov za razogljičenje, torej to lahko počaka in se ta denar nameni za obrambo in tu lahko tudi Slovenija črpa ta sredstva, več 10 milijonov, ki namenjamo za nevladne organizacije, ki iščejo spole po Afriki in tako dalje. Tudi to ni potrebno. Najprej moramo poskrbeti za lastno varnost. Ja, če smem odgovoriti. Glejte, v SDS-u ste v eni hudi dilemi. Namreč trenutno imamo ameriškega predsednika, ki pravi, da bo Putina naravnost pozival k temu, da napade NATO članice, ki ne dajo 2% za BDP in ki pravi, da je bila Evropska unija ustanovljena zato, da nateguje ZDA. Vaši člani so bili na njegovi inauguraciji. Vaši vidni člani glasno podpirajo predsednika Trumpa. Noben svetovni voditelj pa ni tako protievropski, kot je predsednik Trump. Torej, morali se boste odločiti, a ste za Evropo, a ste za Trumpa. Ne morete pa biti oboje. Glejte, mi podpiramo predsednika Trumpa, kar pa ne pomeni, da se z vsemi stališči strinjamo. Mi smo za Evropo, mi smo za to, da se Ukrajina brani in da Ukrajini pomagamo. Mi smo za torej dobrobit Ukrajina in ukrajinskega naroda. Ne morate biti za oboje. Norvežani so jasno pokazali politiko, kakršno bi morala Evropa zavzeti. Ne bodo več napajali njihovih podmornic, ne bodo več Američanom prodajali nafte in plina. To je stališče, ki bi ga morala Evropa v času, ko predsednik Trump tako jasno in glasno podpira in ruši Evropo, zavzeti. Ne morete pa biti na obeh stolih. Ste za Trumpa ali pa ste za Evropo? Mi nismo na obeh stolih, gledajte. Mi se strinjamo z tem, kar predsednik Amerike, torej Trump, govori danes, torej da je proti nevladnim organizacijam, da je proti ideologiji različnih spolov in tako dalje. To seveda podpiramo, ker ta politika prava. Ko pa gre za obrambo Evrope, torej lastnega zemljišča, lastni tla, kajti Slovenija dela Evropske unije, potem pa moramo stopiti skupaj in zbrati enotno politiko. In dejstvo, ne, nismo za Trumpa, mi smo za to, da mi smo za Evropo in kot Evropo smo tudi za Ukrajino, za ukrajinski narod.
denar. Torej nismo za Trumpa, ne, torej se sprenevedati, ampak smo za Evropo in za lastno obrambo, torej za Slovenijo, za Evropo in tudi smo za to, da je Ukrajina, da Ukrajini pokažemo, da je del Evrope in da z tem, ko pač pomagamo Ukrajini, dokler se lahko brani, da s tem stojimo tudi za ukrajinskim narodom, kar je že tudi predsednik Janša pokazal, ker je bil prvi v času, ko je Rusija napadla tlam na ukrajinskih tleh in dal podporo torej Ukrajini že takrat. Pa ste bili takrat zelo glasni in proti temu. Nisem razumel, zakaj ste, upam, da so gledalci. Kje je tukaj Nova Slovenija, gospod Žakelj? Če vas prav razumem, ste vi danes dejali, da bi lahko ta manjkajoči denar, ki bi ga namenili za dvig sredstev za obrambo, vzeli nevladnim organizacijam. Situacija v svetu se spreminja in jaz tukaj ne pogrešam Nove Slovenije, ampak pogrešam Svobodo in SD, ki sta koalicijski partnerici. Zdaj govorimo tukaj o varnosti. Varnost je vsekakor pomembna vrednota, ki ni samo po sebi umevna in bo stala nekaj. Žal bo nekaj stala. Mi smo članica zavezništva NATO in to že več kot desetletje obljubljamo, da bomo 2% dali, da bomo članica kluba. Zdaj, varnost stane, kje je vzeti, je pa dobro vprašanje. Zdaj, socialno šibki in tisti, ki imajo nizke pokojnine, vsekakor tega ne smejo čutiti. Lahko pa sprostimo plačno reformo, davčno reformo in moramo več proizvesti, da bomo lahko več trošili. Je pa to neproduktivna debata, kdo je za Trumpa, kdo ni za Trumpa. Zadnji dogodki v Ameriki, ko je Zelenski prišel na obisk, so pokazali, da velja moč in da je potrebno pripraviti se in stopiti na lastne noge. Torej, Evropa se bo morala postaviti tudi na obrambnem področju na lastne noge, da bo kredibilen partner NATO in bomo lahko s tem odvrnili nevarnost, ki preži iz vzhoda. Gospod Mesec, oba, tako iz SDS-a, gospod Kosi kot gospod Žakelj, vidita rezervo denarja, kjer bi lahko vzeli, so to nevladne organizacije. Se strinjate z njima, da bi nevladnim organizacijam lahko vzeli ta denar in ga namenili za obrambo? Lepo prosim, to je navaden populizem. Mi, če hočemo to, kar predlagata, moramo naslednje leto zagotoviti 400 milijonov evrov. Povejte mi, katera vladna organizacija in katere vladne organizacije dobijo na leto 400 milijonov evrov. Pa bomo hitro pokazali, kako ta vaš račun gre. Zdaj, kar se tiče evropske pozicije, bi jaz nekaj drugega... Ampak dajmo se ustaviti tukaj, doma, a ne? Gospod Žakelj, kaj pravite na ta argument? Pri nevladnih organizacijah ne morate dobiti toliko denarja. Mi vidimo del rezerve vsekakor v nevladnih organizacijah. Del rezerve je pri... Katera porabi 400 milijonov evrov? Katere? Del rezerve, drugo je, gledajte, drugo so nespametni nakupi. Mi imamo tukaj nakupe računalnikov, ki v 2 letih niso bili razdeljeni, nakupe nepotrebnih stavb. In tudi, recimo, imamo tukaj Spirit, razpis, veliki milijoni gredo tistim, ki zaposluje enega človeka in niso produktivni. Mi moramo narediti okolje, da bodo podjetja lahko dihala, da je lahko proizvajala in proizvedla tisto, kar rabimo tudi za obrambo. Glejte, če politična stranka, tokrat obe politični stranki rečeta, vzeli bomo nevladnim organizacijam za to, da bomo zagotovili 400 milijonov evrov za 2% BDP za obrambo, jaz pričakujem, da so to kredibilni, da znajo povedati, katere nevladne organizacije v Sloveniji porabijo 400 milijonov evrov na leto. Ja, zdaj ne gre samo za to, da mi govorimo o 400 milijonov, da bomo usvojili od nevladne organizacije. Mi govorimo o tem, da so nekatere nevladne organizacije, ki vlagate ogromno denarja, tudi 10 milijonov in več, da to del sredstev, ki lahko zagotovimo. Kot sem že povedal, lahko zagotovimo tudi za evropskih sredstev. Kajti, če Evropa nameni 100 milijard evrov za razogljičenje, lahko ta denar nameni v obrambo. In tu lahko počrpamo tudi določena sredstva. Torej, že to je lahko kar veliko milijonov. Tudi ti nakupi, kot je že kolega Žakelj povedal, računalniki, takšne drugačne stavbe, že dodatnih nekaj milijonov. In kako pravimo, kamen na kamen palača, potem lahko tudi tu zagotovimo 400 milijonov evrov. Mi ne govorimo, mi smo zelo proti temu, da bi ta denar zagotavljali iz nekih zmanjšanja socialnih transferjev ali zaradi infrastrukture, karkoli. Mi smo na tem, torej mi smo za to, ne top ali maslo, mi smo za boje, ampak povemo vam, in smo tudi mnenja, da lahko ta denar zagotovimo z ustrezno razporeditvijo sredstev, z boljšim črpanjem
tudi iz Evropske unije in tudi to, da bo Evropska unija enotna in da bomo sredstva, ki jih so že sedaj namenjajo napačno v zadeve na skupne evropske politike, lahko namenjeni tudi del v Slovenijo in z tega črpamo denar za obrambo, torej za nakup obrambna orožja, da se bomo lahko branili v primeru takšnih in drugačnih napadov. Torej, mi s tem ne spodbujamo nakup orožja, da bi kakorkoli nekoga napadali, ampak gre za lastno obrambo. Tudi danes si vsakdo zagotovi določen denar, da je pač varen. Tako kot sem že povedal, če imamo nepremičnino, če imamo svoj dom, del denarja namenimo za neke alarmne naprave, karkoli, da se lahko počutimo in živimo varno. To je prihodnost Evrope, ni prihodnost Evrope razogličena in tako naprej, ampak v pravi politiki, torej svoje lastne varnosti. Ja. Če rečete kamen na kamen palača in pravite, da boste pri nevladnih organizacijah dobili ta denar, pričakujem, da boste povedali 3 nevladne organizacije, ki jim boste denar vzeli. Če tega nista zmožna, kot ste zdaj pokazali v zadnjih 3 minutah, pišete račun brez krčmarja. Jaz sem bil nekoč poslanec in vem, kako taki amandmaji potem pridejo. Napisali boste, naj 400 milijonov gre naslova na mesto, da Slovenija poplača svoj zunanji dolg. In bomo dobili sredstva za obrambo. Veste, da pač take račune lahko delate samo v opoziciji in niso realni. Tukaj manjka največja koalicijska stranka Svoboda, pa tudi SD. Glejte, tukaj je vlada tista in koalicija, ki bo povedala, od kje bo vzela. Mi ne želimo, da se vzame sociali, kot smo že rekli. Treba je ustvariti produktivno okolje, kjer bodo lahko podjetja več proizvajala, da bo več davkov pobranih. Poleg tega pa v bistvu opozicija opozarja na napake, vi pa nespametno trošite. Skoraj vsak teden ta vlada proizvede neko korupcijo, neke zadeva, ki kamen na kamen palača. Tam bomo dobili, ne rabimo imati socialno šibkim, ne rabimo imati upokojencem, rabimo pa dobro zdravstvo, dobro socialo in varnost. In to mora zagotoviti vlada, če ni sposobna tega, bo pač morala odstopiti. Glejte, mi danes imamo nevladne organizacije, tako imenovani Glas ljudstva, ki, ne vem, iščejo spole po Afriki in tako dalje in tu ogromno denarja. Mi pa lahko tudi to, torej lastno obrambo v industriji, vojaški industriji, v razvoju obrnemo v lastno prid, torej povečamo še gospodarsko rast, s tem zagotovimo dodatna finančna sredstva, ki bodo šla v davčno blagajno in tudi ta denar se lahko potem namenja za lastno obrambo. Kolikor jaz vem, Glas ljudstva ne dobi niti evra iz državnega proračuna. Tako da mislim, da je ta debata brezpredmetna, tako da prosim, če date naslednje vprašanje. Ker govorimo o obrambi, lahko tudi rečem, če bi ta vladna koalicija pustila pogodbo, ki je bila podpisana za bokserje, bi naslednje leto imeli 8 kolesnike za 1 bataljonsko bojno skupino. Zdaj nimamo nič in danes je prišlo ven, da bomo ob 700 milijonov bomo prešparali 400 milijonov. Glejte, 45 milijonov bomo pa dali samo za oborožitev 12 8-kolesnikov, se pravi 3 milijone za oborožitev za eno. To se pravi, da smo že na 9 milijonih za en 8-kolesnik. Prav 3 milijone so že podražili na enem. Torej tukaj že tudi vidimo nespametno trošenje te vlade, ki 3 korake naredi nazaj, potem pa enega mogoče naprej. Gospod Mesec, predsednik vlade pravi, da politična realnost kaže, da bo treba proračun za obrambo morda dvigniti tudi že prej. Boste vi recimo pristali na to vladajoči koaliciji, če bo predsednik vlade potem, ko bo imel jutri sestanek in tako naprej z obrambnim ministrom, pa potem v četrtek na vrhu Evropske unije, prišel na vlado in rekel, gledajte, moramo začeti z izvajanjem 2% že prihodnje leto, da za toliko dvignemo proračun za obrambo. Boste vi na to pristali ali boste raje šli z vladajoče koalicije? Ker če ne boste šli, ne boste za to prevzeli politično odgovornost. Da. Ne, jaz mislim, da nikakor Slovenija ne sme v četrtek v Bruslju pristati na 3% BDP-ja. Hkrati pa poudarjam še enkrat, odkar sem sam leta 2014 prišel v parlament, pa do danes se je obrambni proračun potrojil. Z dobrih 350 milijonov na milijardo 100. Zdaj, kar se tiče evropske pozicije, jaz mislim, da Ursula von der Leyen pač greši eno ključno poanto in to je, da če vprašate evropske voditelje, kaj narediti, si niso enotni.
Eni bi pošiljali vojsko v Ukrajini, drugi ne bi pošiljali vojsko v Ukrajini. Tretji paktirajo s Putinom. Tako da prva stvar, ki jo je treba v četrtek doseči, je minimalni skupni imenovalec, da smo za to, da se vojna v Ukrajini ustavi, da smo za to pripravljeni stati skupaj in pozvati Putina na mirovna pogajanja. Samo z mirovnimi pogajanji bomo prišli do miru v Evropi. Gospod Mesec, niste mi odgovorili na vprašanje. Spretno ste odgovorili, ne, da na 3% ne boste pristali, to verjetno ne bo predlagal niti predsednik vlade Robert Golob. Vprašanje je bilo 2%. Ne. To, kar SDS zdaj predlaga in kar je verjetno realno, ker mi smo se zavezali, ne, da bomo dali 2% za NATO. Če pride predsednik vlade po četrtku ali v roku tega leta in reče, prihodnje leto bomo dvignili proračun na 2%, to se pravi za 400 evrov več, po vašem mnenju, lahko poveste osebno mnenje, boste vi predlagali, da gre Levica iz koalicije, ker če ne bo šla, boste za to prevzeli politično odgovornost, tudi če boste vi kot minister in vsi ministri glasovali proti. Samo to me zdaj to me zanima. Zdaj tako, trenutna obrambna strategija je, da Slovenija 2% doseže v letu 2030. Kolikor bi se šlo v spremembo, da se to zgodi že drugo leto, mi takega dokumenta ne bi podprli. Smo pa v koaliciji, kljub temu, da se z oboroževanjem ne strinjamo in smo skozi na poziciji mirovništva, zaradi drugih reči, ne zaradi tega. Ja, gledajte, zdaj kolega Mesec se govori o letu 2014. Takrat ni bilo vojne, takrat ni bilo dobenih takšnih groženj, kot so danes. In dejstvo je, da smo se mi, ko smo stopili v zvezo NATO, se zavezali, da bomo dali 2% BDP za oborožitev. In situacija je trenutno taka, da to več ni leto 2040, ampak to mora biti prej. To smo se mi zavezali, ko smo stopili, zato tudi se povečujejo sredstva. Denar se pa seveda lahko zagotovi. Lete, kaj smo naredili? Bili smo pred nakupom boxerjev, ste odpovedali pogodbo, 4 milijone evrov smo plačali penalov, sedaj pa kupujete Patrie za 700 milijonov. Lete, 300 milijonov ste že tako dali netransparentno naprej. In dejansko, če mi se moramo tega zavedati in tudi, če bo zveza NATO se kakorkoli dogovorila za 3% BDP za oborožitev, bomo tudi temu morala Slovenija slej ko prej slediti. Seveda je odvisno od naše zmožnosti, ne tako hitro, kot bi oni mogoče hoteli, ampak 2% je realnost. In ta realnost ni leto 2030, ampak je to že realnost 2026. Ne, da bi hotel biti advokat nakupa Patrie, ampak vlada se je odločila za preklic nabave boxerjev in namesto tega nakup Patrie, ker so Patrie cenejše pri opremi in predvsem pri vzdrževanju. Tako da tudi tukaj pišete pač stroške po svoje, tako kot ste prej računali, da lahko nevladnim organizacijam poberete 400 milijonov. Ja, gledajte, Patrie kupujemo brez opreme, mi kupujemo samo vozilo, brez oborožitve. Tako da ne govori, da so cenejše, ker mi trenutno kupujemo Patrie samo kot vozilo brez oborožitve. To bomo kupovali kasneje. Torej ne govoriti, da so bile Patrie ugodnejše, ker so pač ugodnejše zaradi opreme, ampak ker je to vozilo brez opreme. Če mislite, da je vlada naredila finančno škodo državi z nakupom Patrie, predlagam, da nemudoma skličete Komisijo za nadzor javnih financ in te račune, o katerih govorite, tudi dokažete. Komisija za nadzor javnih financ je na temo Patrie že bila sklicana, obravnavali smo in po 3 urah in pol razprave je minister Sajovic povedal, da so cene Patrie, ki so jih dali v primerjavo z podpisano pogodbo, z vsemi klauzulami zraven, da so cena je bila na podlagi tržne raziskave. Glejte, to ni nič. Še nekaj bi ministru v mestu odgovoril. Evropa je na prejšnjem teden na vrhu parlamentarne skupščine bila enotna, da mora Evropa dajati več za obrambo, zato ker grozi pač nevarnost in ker Amerika reagira tako, kot reagira. In zdaj tukaj je pač neminovno, da moramo, to so realnosti, ne govoriti pa zavajati, da Evropa ni enotna. Tukaj je enotna. Za konec, gospod Mesec, pred četrtkovim vrhom voditeljev držav članic NATO se bo predsednik vlade Golob sestal z obrambnim ministrom Sajovicem in predstavnikom Slovenije pri NATO Andrejem Benedejčičem, kjer se bodo dogovarjali ravno o scenariju, po katerem bi morala Slovenija povišati odstotek BDP-ja, ki je namenjen za obrambne izdatke. Menite, da bi se moral pred tem vrhom sestati tudi z člani predsedniki koalicijskih strank? Da, to pričakujem. Tudi v načrtu je, da se jutri sestane koalicija, v sredo pa vlada, preden predsednik gre v Bruselj. Tudi z opozicijo morda, kaj menite? Ali je dovolj, če vlada to uredi znotraj sebe?
Mi mislimo, da je bilo fajn, da se tudi pokliče opozicijo, kajti nazadnje smo skupaj vsi del obrambe, vsi smo del Slovenije in prav je, da tu je politika enotna, kajti dejansko govorimo o lastni varnosti. Tukaj se kaže, kako predsednik vlade sodeluje z opozicijo. V bistvu ve, da mi se zavedamo te pomena varnosti in on bo to nonšalantno pustil in bo samo vlada in koalicija, ni opozicija. Torej, absolutno bi pa tudi moral za tako pomembne vprašanja se posvetiti tudi z opozicijo. Najlepša hvala vsem trem, da ste bili naši gostje. Naj povem, da smo v oddajo povabili tudi katerega koli poslanca Golobovega Gibanja Svobode, vendar izmed 39 poslancev, katerih plače nas na leto stanejo najmanj 1 600 000 evrov, niso našli nikogar, ki bi se udeležil današnjega pogovora. Tako kot tudi v Hanovem SD-ju izmed 7 poslancev niso našli nikogar, ki bi prišel v studio. SD-jevi poslanci nas stanejo dobrih 300 000 evrov na leto.